Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji predstavljamo utrinke svetovne razstave Expo, ki jo Milano gosti do 31. oktobra. Ker so skušali dodobra izkoristiti priložnost predstavitve tudi Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko ribniško območje. Posavje ima po zaslugi hidravličnih izboljšav boljšo oskrbo s pitno vodo. Deželna banka Slovenije pa v Novem mestu primernejše pogoje poslovanja. V našem izboru najprej skočimo čez mejo. V sklopu svetovne razstave Expo 2015 v Milanu in predstavitve jugovzhodne regije so se župani in predstavniki 21 občin Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko-Ribniške na posvetu 15. oktobra strinjali, da je turizem tako za regijo kot posamezne lokalne skupnosti izjemna priložnost. Jugovzhodna Slovenija se je na velikem mednarodnem dogodku svojo raznovrstno ponudbo predstavila kot zadnja med 12 sodelujočimi slovenskimi regijami. Nujno se je tesneje povezati med seboj in regijo narediti veliko bolj turistično prepoznavno, je bila osnovna ugotovitev posveta v Milanu. Poleg ogleda svetovne razstave in spoznavanja primerov dobrih praks drugih držav je bil glavni namen posveta poiskati smer nadaljnjega razvoja turizma v regiji. Jaz pa verjamem, da je vseh nas toliko modrosti in izkušenj, da bomo to naredili in da bo na naslednjem Expo v paviljonu poleg Pirana, Bleda, Postojnske jame in Ljubljane, da bo tudi Dolenjska. Ker Bela krajina je zelo bogata, samo moramo jo na pravi način predstaviti tudi znotraj RC-ja Novo mesto oziroma skozi simbol tistih 5 jagod, tistih aktivnosti, katere predstavljamo navzven in naj bi bili uspešni. In jaz mislim, da je to danes en začetek, da bomo se skupno povezovali in skupno nastopali na trgih v Evropski uniji in v Sloveniji kot državi. Tudi na posvetu, ki smo ga imeli župani na tem sejmu, sem dal pobudo, da moramo vse dolenjske in belokrajinske občine najti prepoznavnost regije kot take na področju turizma. Lahko je to reka Krka, lahko je to narava. Čudovita Dolenjska, Bela krajina, Kočevsko, Ribniško, na tak malem prostoru imamo vse. Imamo neverjetno kulturno, naravno, pa tudi živo dediščino in to moramo vključiti v nek produkt, ki jo potegno. Koordinacijska vloga je v rokah Razvojnega centra Novo mesto. Pripravili so novo turistično strategijo razvoja regije. Nemogoče je, da bi to lahko delala samo ena oseba, 2 ali 3, če pa to združimo moči tako v občinah kot v razvojnem centru, kakor tudi med zasebnimi ponudniki, potem pa ta sinergija že lahko daje rezultate. In rezultati bodo, verjamejo vsi, ki so bili v Milanu. Svetovna razstava pa je najboljši pokazatelj, katero smer je treba ubrati. Imamo izredno lepo naravo, Slovenija je izredno varna in imamo odlično kulinariko. Tega se premalo zavedamo. Seveda pa morajo v vsaki občini posebej poiskati primerne turistične produkte, ki naj bi jih vključili v povezano enovito celoto. To je turistično zgodbo doživeti. Ta bodo prinesla k večji prepoznavnosti regije in Slovenije kot celote. Ta povezanost in nastop z eno blagovno znamko, ki jo bomo akceptirali predvsem Dolenjci in potem Slovenci, in potem bodo tudi to začutili tudi naši obiskovalci. Obisk tega sejma je prvi dokaz in resen dokaz, da zmoremo. Da zmoremo v povezanosti vseh teh 21 občin v jugovzhodni regiji začeti s projektom, katerega smo že dolgo sami sebe prepričevali. Ja, skupaj smo res na sestanku ugotovili, da je prav povezovanje ključ vsega skupaj in ključ uspeha v prihodnosti. Predvsem želimo izpostaviti naša znana občana, častna občana Lojzeta Slaka, Toneta Pavčka, ki sta prepoznana v svetu. Če bomo tudi na Dolenjskem se znali skupaj povezati, narediti neke skupne točke in s tem tudi našo prepoznavnost dvigniti na nivo, ki bo zanimiva za Evropo, potem bo zanesljivo tudi turistična ponudba ali pa prepoznavnost vsakega kraja zelo visoka. Bela krajina ima pomembno priložnost ravno v tem, da je čista, neokrnjena, da je veliko miru,
marsikdo išče ta mir in ravno tu ga bo našel. Da bomo v prihodnje razmišljali, da na teh evropskih sejmih pravzaprav predstavimo tudi Dolenjsko in naše produkte, ki jih imamo ne malo, veliko jih pa treba še razviti. Zelo načrtno pa so se razvijanja novega turističnega projekta, turističnega kompleksa Klevevš, lotili v Šmarjeških Toplicah. Zasnovo so premierno predstavili v slovenskem paviljonu. Želimo pripraviti koncept samooskrbnega hotela, potem grajskega središča, ki bo prideloval to hrano, potem zgodbo o turizmu, pa bomo naredili s pomočjo zgodovine in sicer družine Ulem, ki je živela v gradu, dokler v letu 1942 ta grad ni bil požgan. Predstavniki udeleženih občin se zavedajo, da gre pri turizmu za gospodarsko panogo, ki je v naši regiji še premalo izkoriščena glede na zmožnosti, ki jih je na Dolenjskem, v Beli krajini in na Kočevsko-Ribniškem precej. Treba jih je na primeren način podpreti z razpoložljivimi sredstvi, povezati v enotno zgodbo za namene promocije in s tem privabljanja novih obiskovalcev. In če kdo v našem koncu Slovenije, pa danes pravzaprav v celi Sloveniji, pa tudi preko spleta po celem svetu, povezuje, je to naša medijska hiša. In ja, povezuje tudi te dobre, drobne in velike turistične zgodbe v eno fascinantno zgodbo I Feel Slovenija. V Milanu, v poslovnem in modnem središču Italije, je od 1. maja letos vse v znamenju svetovne razstave. Na glavni promenadi v središču mesta tako visijo zastave držav udeleženk Expa. V zadnjega pol leta mesto mnogi imenujejo svetovna prestolnica v malem, kar je najbolj zaznati v bližini največjih znamenitosti, kot sta mogočna katedrala, največja gotska stavba v Italiji ali znamenita operna hiša Scala. Čeprav številke še niso znane, svetovna razstava bo zaprla vrata zadnji oktobrski dan, pa skoraj nihče ne dvomi, da so Italijani in Milano z izvedbo dogodka naredili dober posel. Med našim obiskom se je število obiskovalcev Expa približevalo strani prirediteljev napovedanim 20 milijonov ljudi z vsega sveta. Tudi Slovenija, sodimo med 53 tistih držav, ki se predstavljajo z lastnim paviljonom, se je pridružila državam, katerih paviljone je obiskalo več kot 1 milijon obiskovalcev. Slovenija je popularna, odgovor je povsem preprost. Lejte, formula za uspeh je naslednja. Skupina mladih, neobremenjenih ljudi, ki imajo samo en cilj. Predstaviti produkt, ki je Slovenija, tukaj najširši javnosti. Slovenija se predstavlja kot aktivna, zelena in zdrava dežela s konceptom 5 glavnih vsebin. Soline, čebele in med, termalne in mineralne vode, pohodništvo in kolesarjenje, projekt merjenja črnega ogljika in nacionalna kulinarika. V tem konceptualnem slogu, glavna tema letošnjega Expa je hrana, je potekala tudi predstavitev jugovzhodne regije. Pomembno vlogo sta imela prav tako naša sogovornika. Mislim pa, da sva z Robijem res ustvarila lepo predstavo, na katero sem ponosna, da se je Dolenjska res lepo predstavila. Skuhali smo dolenjsko ajdovo kašo z jurčki iz kočevskih gozdov. Na to smo dodali fižol iz ribnice imenovan Ribenčan in vse skupaj še uplemenitili z belokranjskim ovčjim sirom. Glede na odzive tujih obiskovalcev je slovenska nacionalna znamka odlično orodje za krepitev prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot edine države na svetu z besedo ljubezen v imenu. Slovenski paviljon že ves čas svetovne razstave številni uvrščajo med najboljših 10 paviljonov, ki si jih je vredno ogledati. Dnevno slovenski paviljon v povprečju obišče približno 8000 obiskovalcev. Slovenija je nastop v Milanu odlično izkoristila. Nesodelovanju na tem dogodku bi bila nepopravljiva gospodarska škoda, je poudarila slovenska komisarka za Expo Jerneja Lampret. V občinah Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice so uspešno sklenili projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja. S tem so zagotovili enakovredno, zanesljivejšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo.
Projekt hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja so začeli septembra 2013. Vključeval je hidravlični izboljšavi vodovodnega sistema Brežice, Krško in Kostanjevica na Krki. V občini Krško so z naložbo zagotovili kakovostno oskrbo s pitno vodo za skoraj 23 tisoč od skupno nekaj manj kot 26 tisoč občank in občanov. Celotna investicija za obe občini, tako Krško kot Kostanjevica skupaj, ker gre za praktično enotni sistem, je znašala 7,4 milijona evrov, od tega 3,3 milijona evrov evropskih sredstev in 600 tisoč evrov državnih sredstev. Preostanek je za ta projekt namenila občina Krško in Kostanjevica, s tem, da je ta del pokrival pretežno DDV, potem različne služnosti in ostale stroške projektiranja in tako naprej, ki so bili povezani s tem projektom. Moram povedati, da je bila to za občino Kostanjevica, ker je občina dosti mala, kar precej izdatna investicija. Sama investicija je stala 703 tisoč evrov, od tega 460 tisoč sredstev iz EU-ja in državnega proračuna, 240 tisoč pa za občino Kostanjevica na Krki. Gre približno za 28 km vodovodnega sistema. Poleg tega smo morali zgraditi tudi nova črpališča in pa tudi vodohram. Seveda bomo pa s tem povezali tudi levi in pa desni breg Save, kajti bilo potrebno tudi podvrtati Savo. Sam projekt je ocenjen nekje na 5,9 milijonov evrov. To gre za vse od projektiranja, nadzora in pa seveda vseh neupravičenih stroškov. Približno 3,3 milijona evrov je bilo evropskih pa državnih sredstev, ostalo smo pa morali zagotoviti iz proračuna. V Kostanjeviški občini so zamenjali ali posodobili 6 km vodovodnih odsekov, zgradili pa so le primarni vod. Za sekundarni še čaka. Za občino Kostanjevica je predvsem pomembno to, da se povežemo z vodovodnim sistemom z občino Krško, z vodnim zajetjem Drnovo, ki ga upravlja Kostar DD družba. Tako da v primeru izpada vodovoda zaradi neosnaževanja ali kostanjevškega ali onega, nasprotno Krškega, se avtomatsko ta sistem preklopi in voda kroži iz enega sistema v drug sistem. Šlo je za različne odseke, skupaj je, če se štejemo vse cevi, ki so bile položene, je cirka 32 km vseh odsekov. Bilo pa je 14 različnih odsekov v različnih delih občine, pa tudi v občini Kostanjevica. V celotnem projektu so skupaj hidravlično izboljšali in povezali 23 odsekov vodovodnega sistema. Prve idejne zasnove za naložbo so se sicer pojavile že leta 2008. Kasneje je ogromno časa porabili smo ogromno časa za to, da smo projekt uspeli prijaviti na evropska sredstva. Bilo je kar nekaj poskusov in ponovitev. Poleg tega je pa ogromno časa šlo tudi za pridobitev različnih služnosti. V Brežicah so za uresničitvijo naložbe zagotovili ustrezno infrastrukturo za 15.940 prebivalcev. Od tega se jih je lahko 359 na novo priključilo na vodovod. In prav je, da še enkrat poudarim, naša pitna voda iz PIP je tako kvalitetna, da je lahko vsak občan pije po vseh analizah celo kvalitetnejše kot plastenka in pa bistveno ceneje, kajti za en kubik vode praktično dobijo toliko vode po isti ceni, kot jo dobiš približno za 1 liter plastenke v trgovini. Skupna vrednost projekta v vseh 3 občinah je znašala dobrih 15 milijonov evrov. Veseli pa predvsem dejstvo, da so 3 posavske občine pristopile skupaj k tako pomembnemu projektu, ki je prvi regijskega značaja na področju vodooskrbe. Deželna banka Slovenije, ki ima 3. največjo poslovno mrežo v Sloveniji, je v novomeškem prostoru navzoča že desetletje. Zdaj pa se lahko pohvali z obnovljeno poslovalnico v prostorih kmetijske zadruge Krke v Žabji vasi. Po vsej državi ima sicer 85 poslovalnic, od tega jih v poslovno enoto Dolenjska sodi 12. Poleg obstoječih prostorov v nadstropju so v Deželni banki pridobili dodaten prostor v pritličju in se tako še bolj približali svojim strankam. Ja, v prostorih kmetijske zadruge Krka smo že bili prisotni že praktično desetletje, vendar je bil sedež naše poslovne enote lociran v Bršljinu. Pretehtali smo pogoje, razmere in smo se odločili, da bomo sedež naše poslovne enote postavili tukaj v prostorih kmetijske zadruge Krka.
na ta način tudi malo racionaliziramo naše poslovanje. Ocenili pa smo, da je ta lokacija med najbolj primernimi lokacijami v Novem mestu. Prostor v Pritličju je namenjen gotovinskemu poslovanju. V prvem nadstropju pa smo nekaj razširili poslovni prostor, kjer pa imamo pogoje za svetovanje našim strankam, za poslovanje z gospodarskimi družbami, samostojnimi podjetniki in društvi in vsemi ostalimi. Naša prednostna naloga pa je, da zadovoljujemo predvsem potrebe zadružnega sistema. Velika večina kmetov in kmetijskih gospodarstv so naši komitenti, tukaj ostajamo vodilna banka v slovenskem prostoru. Hkrati pa smo s to odločitvijo, ki jo je sprejela seveda Deželna banka in bom rekel na nek način postavila kot pogoj, da grejo v Pritličje, smo se uspeli dogovoriti še za to, da so tudi upravo novomeške enote preselili v naše prostore in jaz zdaj tukaj vidim potencial bistveno večji za te sinergijske učinke. Nenazadnje se tukaj zdaj gibljajo vse pravne in fizične osebe, ki so del Deželne banke in seveda se to že čuti tudi na obisku naših trgovin v teh prostorih. Deželna banka Slovenije se je s kmetijsko zadrugo Krka dogovorila za večletno najemno obliko sodelovanja. Verjamem, da bo to prineslo oziroma pokril investicijo s sinergijskimi učinki, ki jih pa v tem trenutku samo ocenjujemo, pa zagotovili to, da bo odločitev, bom rekel, pokrita in skladna z ekonomsko logiko. Zdaj ta prostor je minimalno, seveda je prostor v nadstropju tisti, ki je pomenil več, ampak ocenjujemo, da je bil tukaj okrog 20.000 evrov investiranega denarja. Deželna banka je sicer po bilančni vsoti sorazmerno majhna, saj predstavlja dobra 2% bilančne vsote vseh slovenskih bank. Letos so odprli 2 novi poslovalnici, tudi v Škocjanu, in jih za razliko od nekaterih drugih bank ne zapirajo. Eden poglavitnih razlogov je verjetno naše lastništvo. Naši lastniki so pretežno zadruge in seveda, kot veste, vsak kmet, vsaka zadruga se bori za svoje premoženje, je ne da kar tako iz rok in tudi mi moram reči, da imamo nadzorni svet, ki zelo temeljito spremlja naše poslovanje. Naš slogan vedno blizu, mi tudi dejansko v praksi živimo, tako delamo in seveda je mreža bančna je relativno velik strošek, zelo se treba potruditi, da pri tako veliki bančni mreži, da torej vse skupaj dela pozitivno, vendar pa mi dejansko gledamo na ljudi in kljub temu, da je v tem času interneta, elektronskih zadev in vsega tega, vidimo, da ljudje vedno znova želijo imeti osebni kontakt in mi smo v tej smeri delujemo in smo vedno na razpolago. Po več raziskavah je Deželna banka Slovenije med najcenejšimi v državi. Med drugim omogoča 6-mesečno brezplačno vodenje osebnega računa, brezplačne dvige gotovine na vseh bankomatih v Sloveniji in v evroobmočju ter plačevanje položnic po 95 centov. Skupaj je v celotnem sistemu nekaj več kot 350 zaposlenih. Od tega je približno 200 na poslovnih enotah in približno 150 ljudi na centrali. Imamo pa nad 70.000 komitentov. Zgolj letos so pridobili 3.000 novih in temu primerno raste tudi depozitno poslovanje. V dobrega pol leta je to naraslo 700 na 750 milijonov evrov. Kdor vsaj malo spremlja slovensko avtomobilsko industrijo, zagotovo dobro pozna ime Georg Gedl. Legendarni industrijski oblikovalec, ki zadnji 20 leti zelo uspešno sodeluje z novomeško Adrio Mobil, je prav na sedežu podjetja odprl razstavo skic in risb. Gre za pregledno razstavo zadnjih 40 letij njegovega ustvarjanja z naslovom Retrospektiva sanj. Naslov je ta pravi, namreč na sami razstavi so tudi sanje, ki so se ustvarjale, ki so narejene in to me zelo veseli. Seveda cilj vsakega oblikovalca je in največje zadovoljstvo, če vidi, da svoj produkt je na liniji, proizvaja in na cesti je. Je pa seveda tudi parkrat, kaj ne gre ali pa kaj razmišljaš, zato smo rekli vizija in med risbami tukaj, posebej v tej zadnji fazi razstave, ki je išlo skoro 24 ur smo delali, to je normalno za tako razstavo, so prišli tudi take nore ideje, se rekel, ok, kak bi izgledal avto, če bi ga Adria delala električni, zakaj ne?
Na zanimivem pogovoru ob odprtju razstave so izpostavili nekaj življenjskih prelomnic Georga Gedla. Ja, prelomnica je bila sigurno 69. Kot sem kot gradbeni tehnik takrat ogromno risov izslal okoli i tovarnam in je ta slučajnost bila, da je to švicarska revija, ki sem dugo s njima sodeloval, potem objavila 69. te moje 3 risbe. Je to moja življenjska prelomnica v vsakom primeru. In je takrat prišel na povabilo takratnega Auto Uniona, zdaj Audi, da bi prišel delati kot dizajner. Seveda to so sanje bile, ki samo skoro filmske. Druga prelomnica je bila leto 1975, ko sta se začela njegovo sodelovanje z revijo Auto in zaposlitev v takratnem IMV-ju. Zadnja pa leto 1995, ko je začel sodelovati z Adrio Mobil. Uspešna zgodba, ki je ni videti konca. Z gospodom Georgom Gedlom Adria sodeluje že od Adria Mobil, že od leta 1994, medtem ko je prve izkušnje, ko gospod Gedl nabiral tudi že v IMV-ju v začetku 80-ih let. In seveda to sodelovanje ocenjujem kot izredno konstruktivno, inovativno, kot izredno dobro sodelovanje, ki je seveda rezultiralo v pravih razvojnih rešitvah, v produktih, počitniških prikolicah in avtodomih. Iz mojih izkušnj, ki sem s Adriom delalo, od Adive, moj veliki projekt, pa Visiona, je bilo to največ užitek v tem delu. Zelo pomemben vidik Gedlovega delovanja pa je bilo tudi delo z mladimi talenti. Med njimi je zagotovo Robert Lešnik, danes eden vodilnih oblikovalcev pri Mercedes-Benzu. Ja, danes smo govorili o prelomnicah v življenju, definitivno je bila tudi ena od teh prelomnic srečanje splošno z Georgom pred mnogimi leti, mislim na 25 leti. In on je bil takrat, si upam trditi, verjetno edini takrat še jugoslovanski oblikovalec avtomobilov na tem področju. In on mi je definitivno odprl, recimo, mogoče ne vrata, ampak pokazal možnost, na katera vrata se sploh obrniti in na katera vrata potrkati. Rdeča nit dogodka je bila tudi dejstvo, kako pomemben za dobro prodajo izdelkov je pravzaprav dizajn. Dizajn je absolutno vse bolj pomemben in brez odličnih, inovativnih rešitev, brez odličnega izgleda tudi ni uspeha podjetja. Zakaj? Konkurenca je izredno močna, kupci vse bolj zahtevni, dostopi do informacij praktično brez omejitev in seveda to pomeni, da so naši kupci izredno poučeni o produktih in tehnične se že pričakuje, da je tehnična rešitev produkta ustrezna in na dovolj visokem kakovostnem nivoju. Na koncu ostane dizajn, ki najbolj navduši. O tem zagotovo največ veste osrednja gosta pogovornega večera. Dizajn je bil zmeraj pomemben. Zdaj, določeni produkti, oblika zelo vpliva na odločitev kupca, ali bo kupil ta avto, je ta avto grd, ali to je vse relativno. Pri produktih, če gremo zdaj na branžo prikoličarsko, prikolice se kupljajo skoraj izključno interjersko. In to precej žene pa to odločajo, interjer je lep, tekstili to, eksterjer je mogoče sekundarni. Pri avtodomih je pa precej že eksterjer tudi pomemben, posebej zato, ker mi imamo prvo zahtevne tamo rešitve. Mislim, da danes kupec zelo ceni moč znamke kot take in mogoče predvsem zato, ker tehnika je precej podobna. Vsak dan danes tudi v avtomobilski industriji praktično zmore narediti dober avto. Ampak vprašanje je, kdo uspe narediti poželjiv dizajn, katerega si želim imeti. Dodajmo še, da je Gedl strasten zbiralec avtomobilskih miniatur. V svoji zbirki jih ima namreč že preko 800.
Toliko smo pripravili v tokratni vdaji. V našo družbo vas vnovič vabimo prihodnji torek. Naših vsebin pa ne zamudite niti na spletni strani www.vaškanal.com. Lahko noč.